Naše skrivne dokumente je moj brat Janez ali James Bond neuspešno odnesel do gospoda Korena, kjer se je ujel v pas njegove nesojene ljubezni Špele. Pa kaj je zdaj to? Ravno v pravem trenutku pa je prišel na nenapoveden obisk Špelin tip in skoraj se je zgodila katastrofa. Špela je noseča. Janez pa čizmeden, Koren pa še vedno kot ptičica svoboden na veji. In pri nas je še vedno totalna revščina. Zadnja šla v solato. Ni mi več jasno, kaj naj storim. A ja, pa še to. Gorazd je šel. In ga že skoraj cel teden ni. Upam, da si nekaj naredil. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pa tle jaz kako gledam, vidim, razumeš, da so vsi malo večji frajerji s takimi dolgimi lasmi. Jaz sploh ne razumem mojega šefa, zakaj mi teži, da se moram postrič, no. Mislim, ko pa vidim, da je fulin, ne. Seveda si in. Ti si absolutno in, Rado, sem ne za poštarja, veš. Poštarji morajo biti lepo urejeni, kratko pristriženi. Me je še nobena stranka nikoli ni rekla, da moja frizurca ni okej. Ja, no, pa poglej, kakšen si. Ja, no kaj, no? Rado, poslušaj, ti se kar upirej, jaz te pa podpiram, veš. Ko se boš pa hotel strič, sem pa tudi tukaj, ne? Kar prid. Jaz sem se pa tebi sam 3-krat strigel. Prvič, zadnjič, pa nikoli več. Daj nam mirna, veš kaj, to pa ni lepo. Čau, čau, čau. Glej ga no. Tako enega. Tako še enega. Jaz sem uradna oseba. Kaj si pa tako vesela, s na lotu zadev, ali kaj? Kaj mi staj? Mojco sem najdel. Katero mojco? Mamo, Ja, kje pa? A mi daš prej en kozarc vode, ti pol vse povem. Ja, no, dobro, seveda, takoj ti dam kozarc vode. Ti Mojca je njegova mamica. Ja, se vem, sam nisem je še videla. Jaz tudi že dolgo sem. A zdaj prihaja ali kaj? Naj gleš vode, pa hiter povej. Dober si ti zaprl. V glavnem, video nisem vada, ne? Ampak zdaj vem, kje je. V nekem samostanu, Hari Krišna v Indiji. In? Ja, nič, zdaj bom pisal. Naj prije nazaj, naj zrihta to, kar so razsutle vse stali. Se edino lahko to naredi, ne? Rado, koliko cajt je hod pošta do Indije? A ti sploh veš, kakšni so indijski poštari? Kaki podmirana rudana, vsi lepo obriti, pa ostriženi, ampak počasni ali pa nikamor ne grejo. Glede na to hitrost, 7 dni. 7 dni? Recimo. The best. Ne? Best, a moš biti. Ja, uradno. Čau. Ok, čau. Čau. Ti mater. Ti, ko pa je sploh to, tale, kaj je rekel, ta Hari Krišna, to je? No, Manica ti povej. Ja, ti te povej, no, jaz res ne vem, no. A ne veš? Pa nisem še nikoli slišal, no, resno, no. Ja, no,
Hare Krišna je ena taka indijska... Politična stranka, veš? Ali pa, mislim, mogoče tudi, ne vem, to, kar imajo Indijci, mendena, lahko tudi sekta ali kaj nekaj. Kje imajo pa kaj fotec, da grem jaz malo kaj pogledati, kaj dogaja? Pa daj, Manica, mislim, kaj razlagaš, če ne veš. To je indijska sekta, ne seksta. Sekta, sej jih poznaš? To so tisti, ki hodijo tu po Ljubljani, veš, v oblečenju oranžna oblačila, pa pojejo Hare Krišna, Hare Krišna. Ti ko imajo pofarbane obraze? Točno, pa tisti, ki zvončki takole zvončklajo, pa na bobne točejo tako, ja. O, ti mater! Pa točno tile so me zanč ostavili sled ulice in so mi začeli predavati, razumeš, da ni pomemben denar, ampak da je pomembna ljubezen, da mi lahko podarijo samo ljubezen. Točno to, Točno to. Pa sem pa jaz naslednji dan srečal enega njihovega šefa, ki se je pripeljal v ta nov moment. Čoklo, razumeš, ne? Kaj mu je pa pisali na tablici? Na tablici mu je pisali pa love. In sem mislil, da je južnjak, razumeš, da love, ne. Pa so mi pa povedali, kaj to pomeni, kaj pomeni, to pomeni ljubezen po angleško, razumeš? Jasno. In kamu pa je? Ljubezen do denarja, razumeš, ljubezen do Mercedesa, ljubezen do žensk, ki pridejo vse naivnike, pa verjamejo, kakor neki tak življenje. Dej, no. Čisti bleferstvo, no. Škaj, meni se pa zdi, da vse en malo poenostavljaš, a veš, tako pa lih ni, kakor si ti rekel. Dej. Poslušajte, a si predstavljate Mojco, ki se bo pripeljala v enemu velikemu Mercedesu, pa takole pofarbana po nosu, pa zvončki, pa z bobni, Madonna na dvorišče? Ja, ko pa folk rekel. Vsa oranžna bo prišla. Ja. Edin vem, če v Mercedesu. Tudi BMW, ali pa kaj ta zgleda. Jakči, a si dober spančkov? A si kaj lepka sančkov? Spal sem krasen. Sančkov nisem pa čist nič. A čakaj. Veš kaj, pravzaprav sem pa nekaj sanjal. Kaj? Veš kaj, ja seveda, bil sem nek na eni ovceti in okrog je bilo vse poln rož, ne veš, a smo pisali rože. A res? Ja. A pa misliš, da to kaj pomeni, a? Kje pa no. Sploh mislim, da sanje sploh nič ne pomeni, veste, to je kar tako. Ne, čakaj, to pa ni res. Veš kaj, meni se zdi, da tele sanje nekaj napovedujejo. Kaj misliš? Poslušaj ti mene, a ti na kaj namiguješ, a kaj, a? Ja, ne, no, sam. Kaj? Veš kaj, zdi se mi, da je zdaj že čas, da ti lepo pozabaš na to svojo ženo, pa da se že enkrat ločiš od njeno, tako da bova midva lahko se živela skupaj kot srečna zakonca in to uradno. Veš kaj? Kaj? Kaj pa, če se vrne moja žena? Veš kaj, mečko bova še počakala, no? Pol pa mogoče, no? Ma brez veze, kaj bova čakala, koga? Ja, to ni tako iPhone, no. Ma dej. Ja, gled. Aha. Halo? Majda, si ti? Ja, živijo. Poslušaj, dej tisle sestanek predstav za pol ure, no? Ne morem zdajle, moram še nekaj urediti. Ja, pridem pa zagotovo. Mogoče še 15 minut, no, okej. V redu. Ajde, živijo, se vidimo. Hej, ti. Kaj? Kaj je tole? To je moje. Ja, tvoje, že tvoje, ampak kaj to pomeni, to mi povej. Ma, brez veze. Madonna, prosim, povej, kaj to pomeni. Kaj je to? Okej, no, ti bom pa povedala, če že stikaš po mojih stvarih. No, da slišimo.
To je... To je? To je... To je test nosečnosti, no. Ja. In očitno sem noseča s tabo. Ko? Ja, noseča sem s tabo. Ja, nič kaj, fotar boš, no. Ja, dej... Ja, kako? Ja, nič kako. Ja, no, fotar boš, no. In zato mislim, da je prav, da lepo razmisliš, pa tudi kaj ukreneš s to svojo izgubljeno, pogrešano ženo, zato ker tukaj zraven tebe stoji mati tvojega novega otroka. Poslušaj, kdaj si pa to zvedela? Koliko časa že govoriš? Čakaj, včeraj. Veš kaj, da je vprost, da sem tako reagiral. Ja. Pa sej nič, da te imam rad, no. Ja, vem. Veš kaj, nič se ne sekiraj, vse bo v redu. Aj prav? Ja. Ne res, joj, tako te imam rad. Noseča. Ja. Gorast! Ja, kje si pa hodil? Je že prav skrbel me zate. V Indiji sem bil. V Indiji? Ja. Ti zdaj ti meni povej, kva si pa v indijsko? Ma ni važno, kaj sem iskal. Kaj pa? Važno je, kaj sem najdel. Najdel? Ja, kva si pa najdel? Dej, vsece, ki te bo narad vrgla. Ajde. Da slišimo. Najdel sem mamo. Mamo. V enem samostanu je v Indiji. A res? Hudo. V glavnem, zdaj bom pisal. In to je to. A ni super, no? Ja. Seveda je super, prav gotovo. Ej, kje je Špela? Moram je najti. Špela, ne vem, dej poiščijo tam. Tam je. Dej jo najdem, samo pol bril, okej? Ja, v redu, kar... Ej, lepo sem med. Čau. Čau. Ja, Jaki. Zdaj se bo pa treba odločiti, ne? Izvoli. A mi daš marmelado? A putra ni? Ah, Janez. Zmanjkalo. Spet zmanjka. Na zadnje čase pa en kup stvari zmanjka. Me pa res zanima, no? Mene tudi zanima, odkot imaš ti takšno oko. A oko? Ja, oko, ja. S prijatelji smo se malo prerivali, pa me je en po nesreči v oko sunil. Janez, da nam ti po nesreč malo takole nalažeš, a? Ne lažem, zakaj bi pa lagal? Ne. Res je bilo tako. Maja ve, dej Maja ti povej, no. Dej Maja povej, se tebi sem vse povedal. Zdi se mi, da nas ni sraven prepričal. Vsi vemo, da ima zelo podobno zadevo na očesu tudi Korenova Špela. In če se prav spomnim, sem njeno modrico videl kak teden nazaj. Tvojo pa skriva za očali že kar nekaj časa. Te. Pa ja ni bila Špela tudi med tistim prerivanjem na stopnicah, ko je ta tvoj prijatelj, ki je tebe očitno kresno na oko po nesreči mahnil še Špelo. Ne na svet za norca, Janez, kaj sta imela? Nič nisva imela. Pa dober, Janez, daj ne laž, no. Se že vrabci čivkajo, sploh pa tisti permanici, da sta imela nekaj sosedovo Špelo. Kaj rinete vame skozi? Kaj rinete vame? Kaj sem vam naredil? Nič nismo imela, vam ni jasen. Mislim, doma pri njej sigurno ne rinejo njo tako zelo, kakor vi kle vame. Puste me na mir. Kaj pa to? Me prav zanima, kdo v koga rine. Janez je res v škripcih.
Hudo mi je za njega, ampak pomagati mu pa prav dosti ne morem. To je najtežji. Ko bi eno ful rad pomagal, pa mu ne moreš. Očitno imaš Špelo res rad, ampak ona pa njega prav gotovo ne. In glih to je to, kjer se ne da pomagati. Ja, je lepo, če ga vidiš, tako kot ponuja se samo. In naj dan ti ga spremeniš, Smo pa danes zelo dobre volje, a ne? Ja. Zakaj pa ne bi bila? Ne vem, no. Ni mi čisto jasno, a veš. Odkar si jih dobila poučo, si postala nekam znosnejša. Ne vem, očitno ti zelo paše, da te kak tip mal premlad. Ti se kar zabavi. Modrico sem staknila na odbojki. Aha. Vesela sem pa zato, ker mi tebe ne bo več treba dolgo prenašati. A res? Kako boš pa to dosegla? Mislim to, da ti ne bo treba več mene prenašati. Ne bom jaz, bo mami. A bejžno? A vaša izgubljena Indika? Ja. Jo je Goras našel, veš. A ja. Je pisal in bo prišla in bo tebe vrgla ven. A ja. A tukaj tiči tvoj adut? Ja, vidiš, Špela, no, ampak si se mal zmotila. Čem pa? Ne vem, no. Tvoja mama bo pa res zelo vesela, ko bo prišla domov, pa bo našla svojo hčer s plavim učem, pa zastrupljeno vsem možnim stranjem. Še najbolj. Še najbolj pa bo vesela tega, ker se bova jaz pa Jaka poročila. Kaj? Nič kaj. Samo vprašanje dni je, kdaj bo poroka. To ni res. O, je. Kar verjem, veš. Ker midva z Jakom imava zelo tehten razlog, da se poročiva. Kakšen razlog? Se bo videl. Kmal. Valjda ni še nje. Pa ni normalno, ne. Rumena! Modra, rdeča, rumena, rdeča. Na koncu boš povedala, lej. Ja. Rumena. Naloge pa nisi naredil, ali kaj? Ne. Ej, naloge nisi naredil, ali kaj? Kje iščeš? Kaj? Kje iščeš? Kaj, ti bod pa se igraj. Pol pa naredi nalogo, tako kot sva se zmenila. Pa kaj mi gledate, pejta ven, pejta ven. Mislim, moram biti malo sama. Ne morem več držati tega, jasno? A se lahko malo pomirim? A me lahko malo ubogaš? Ja, sorry, sem hotel biti sam prijatelj. Ja, se jaz to upravičujem. Aj, se sem tečna. Sam prijatelj sem hotel biti. Pa res? Ja, seveda, jaz sem zdaj tečna. Zdaj pa še jaz skriva. Kje so zdaj ti papiri? To imaš ti. Ja, kaj bi pa zdaj rala, ha? Kaj bi zdaj rala? Tu imaš papirje, vidiš? Una se, Mojca se vrača, unega bo Tina ga bo suzala za denar, ti imaš pa papirčko, no? 10 let. 10 let naseda. Joj. Pa še rada ga imaš, a ne? Ja, rada ga imam. Pojej papirje, pojej.
Na, če si bom pa kaj dala. Ne gre briga. Zdaj pa dosti tega sranja. Zdaj pa res dosti tega sranja. Pa dost, 10 let je bilo pa čisto dost. 10 let pospravljam te igrače čist sama. Kje je zdaj on, a? Kdo mi pospravlja igrače? Kdo mi pomaga pospravljati igrače? Kdo? Sprti in zaljubljeni. Čau, oči. Živijo špilce. Ko si? Hvala, dobro, kako pa ti? Super. Ti kako pa kaj tale tvoj uček, a? Dobar je. A še boli? Ne, si ga mažem. Veš kaj, da mečkam pas na tvoj zdravje, pa ne toliko pretiravati s to tvojo odbojko, no. Pa sej, kaj pretiravam se? Seveda. A si kaj vesel? Česa? Ker pride mami nazaj, no. A jo. Bomo spet skupaj, oči. Ne vem. Veš kaj, tako čudno je odšla, pa poleta nobenega glasu dne. Ta stvar me je tako majhen, malo me je razburila, ja, pa ne vem, kaj bi. Malo sem vesel, ampak bom rajš kar previden, veš. Se bomo vsaj šanso dobili, da bomo spet srečni nazaj. Mogoče, ampak ne vem, no, bomo videli. Kdaj pa Tina gre? Zakaj pa Tina? Ja, ne bo valjda tle, ko pride mami nazaj. Čakaj. Gorazd! Halo, Gorazd! Ja! No, daj prid sama, no. Okej, no. Daj. Daj, useta se, pa me dobro poslušaj. Torej, vsi vemo, kje je mami. In tudi to, da lahko pride domov. Ampak vsi tudi dobro vemo, na kakšen način je odšla. Kar se mene tiče, bom zelo previden in tega mi vidva ne smeta zameriti. Pa še nekaj je. Torej, verjeten se bova s Tino poročila. Ja, poročila. Kaj? Ja, poročila. Zelo blizu sva že te odločitve, res. Pa, ne vem, zakaj pa, oči. Zakaj pa, res? No, veste kva, verjeten je, pravzaprav, skoraj gotov je, da boste dobila ali pol brata ali pa pol sestrco. Kva? Ja, to je to, ne? To je to. Jenač, zdaj moram pa v službo. Adijo. Zdaj gre pa v službo. Pol brata, pol sestro. Zgleda, da res. Pa 3, ali kaj? Korenovi. Ja, 3, ja. Mač, daj nekaj. Nekaj. Presička nemarna. To je moj klirblud. Morda pa vseeno bo. Mislim, zmagala resnica. Tina je res lisica, ampak obstaja upanje. Saj hvala Bogu Špela kljub vsemu pametna punca. Zdaj je na vrsti ona. Špela vse ve. Pod eno streho
ne, jaz nič ne upravljam. Ne, sej ti veš, da jaz ne znam upravljati, no? To ni Dobar dan, Manica. Dobar dan, veš kaj, dobila sem Ranka stranko. Adijo, živijo, tem pa poklicala. Živijo, dobar dan. A ste se prišli malo urediti? Ne, seveda ne. Se ne, da ne bilo. Dobro, malo frizuro poštimati, ampak nisem prišla za to. Zakaj pa? Manica, ne vem, kako bi povedala. Skrbi me za našega Janeza. Zadnje čas je tako skrivnosten, pa nič mi ne pove. Pa sem mislila vas vprašati, če z vami kaj govori, sem slišala, da pride včasih malo pospraviti. Saj tako, a ne? Ja, seveda pride. Pa zelo priden je. No, dejte, no, sedite se tukaj, no, pa bova mi dve tole malo predebatirale, no. Spotoma bom pa jaz še mečkaj frizurcev rihtala, no. Sej za dobro soseda je to gratis. Manica, res ste prijazen. Tole mi je tako. Manica! Živijo! Gospa Štefka! Vas pa je tako, kdaj vidimo tukaj. Ja, Štefka je prišla, veš, ki jo skrbi njen Janeza, veš. Prav, da je zadnje čase tako nekam vase zaprt, veš. A res? Ja, zdi se mi, da ima srčne težave. Kako? Mislim, da se je zelo zagledal v sosedovo Špelo. A res? Preveč. Bojim se, da sta kaj ušpičila. Mislim, naštimala. Ne bi reč. Ne, to pa ne bo držalo. Jaz sem pa slišala, da je noseča Tina. Hvala. Kdo? Ja, Tina. Katera Tina? Ja, katera Tina? Una Korenova, ne? Katera Tina? S kom pa? Ja, s Korenom trikrat lahko ugibaš, Madonna. Pa ne! Zdaj ta ni normalen! Ja, ni. Da je uni Tini naredil otroka? Ja, poglej, in ravno zdaj, veš, ko se bo vrnila Mojca, ne? Mojca? Ja. A se kaj oglasila, ali kaj? Ne, Gorast jo je najdu, tam nekje v Indiji, Koromandiji. Ja. Poslušaj, jaz pa še vedno ne morem verjeti, da je ta Koren, ta kreten, da je uni Tini naredil otroka, pa zdaj je še ona otrok. Mislim, to ni res. Jaz to ne morem verjeti. Poslušaj, kaj se pa čudiš? Ne, poslušaj. Ja, se vendar veš, da je Koren popolnoma neodgovoren tip, no? Ja, bo še enega otroka zdržval, a ne? Kaj pa je pol? Ne, jaz tega ne verjamem. Jaz sem karte. Manica! Karte? Pa pogledala v karte. Bomo videli. Prav? Karte. V karte bo pogledala, pejte. Bomo videla, a je noseča Špela? Se opravičujem, ali pa Tina? Usete se, no? Da se malo, da se pomirim. Ja, ti. Črno. Sam črno. Če pogledam, iz hiše je zdaj kovina šla ven, tukaj se prihaja črna barva in tukaj sta ljubezen. Jaz mislim, da je Špela. Jaz mislim, da je Špela, zato ker je to vse črno. Jaz mislim, da ni Tina. Ni, Špela je. Manica, hvala za frizuro. Štefka, pomirite se, mogoče pa ni vaš Janez. Ne se kjerite, Jaz moram domov. Ja, kar nasvidenje. Ampak jaz ne morem pomagati, črna. Madonna, To bo pa še hudič. Ja, bo hudič, veš. Jezus, a zdaj ti predstavljaš, poglej. Koren zabriše bogataje na cesto. Medtem pa bogataje vsi napolne Korenovo hči. Ko se bosta detka najdla v bolnici, jebem tiš, poglej, pa bosta gledala oba dva vnučka. To bo smešno. To ni smešno. Zakaj pa ne? Zato, ker je moj Jan tudi Korenov sin. O, Madonna, Anja. Kaj praviš? Korenu? O, Štefka, živijo. Živijo. Kje si pa bila? Pri Manici. A pri Manici? Ja, malo si ponudila, da me uredi pa počeše. Se tako nič ne vidi. Ja, ni bilo časa. Malo smo klepetale. Poklepetale ste? Anja je bila tam. No, Anja. Janez, Manica te je pohvalila. Je rekla, da si zelo priden.
Veš pa, Manica je tudi povedala, da je pri sosedovih noseča Tina. Tina? Noseča? S kom pa? Menda s Korenom. Ne ga srd. Res? Res. No, pa je pa še Anja šlogala s kart. Se ne da bilo merodajno, ampak vseeno. No, pa tudi tam je pokazala, da je pri sosedovih noseča Tina. Ti? Tale Koren je pa res gajsten. Pa glih zdajle, ko se baje vrača Mojca. Mojca se vrača, možno. Gorast je zvohal nek v Indiji ali tam nek. Si predstavljaš, kako bo vesela, bo prišla domov, pa ji bo Koren na pragu predstavil ta novo. Pa ji rekel, da je noseča. Se ni noseča Tina, noseča je Špela. Odkot pa ti to veš? Bom pa ja vedel, saj sem bil zraven. Pa kvat je, no pa sej ne gori voda. Ne, takoj bomo razčistili. Evo, Tina je tle. Kaj pa je, da to norita? Sedite, prosim. Ene par zanimivih vprašanj imam zate. Okej, samo prosim te lepo, da upoštevaš, da imaš opravka z nosečo žensko in da neke težke teme absolutno niso primerne zame. No, vse v tem je problem, ker si en drek noseča. Kaj pa govoriš, koza? Kako si upaš, dej? Mu boš ti povedala ali mu bom jaz? No. V redu. Oči, poglej. Ne, ta test, ki ti ga je Tina kazala. Ja. Pravzaprav sem mi ga bolj jaz kazal, veš. No, se ni važno. V glavnem, ta test sem jaz pozabila v kopalnici. Ja, in? To pomeni, da... Kaj? Ja, da sem v resnici jaz noseča oči. In da je Tina vse to izkoristila, da bi te prevezala na to. Vse si je zlagala, vse si je zmislila. Jaka, ona laže. Lažeš samo zato, da bi njo še bolj ločila. A greva opet na kliniko, bomo videli. A greš? Ma kaj zdaj, no kera je noseča, no kera? Okej, no. Zdaj si mi pa prav prsila, da povem po resnici, čeprav je do te zbrke prišlo samo zato, ker sem hotela tebe rešiti. Okej, če pa tako hočeš, pa tudi v redu. Ja, Jaka, res je. To stvar si ti najde v kopalnici. Ampak v trenutku, ko sem jo pokazal, sem takoj vedela, da je to lahko samo od Špele. In ker sem jo hotela obvarovati pred vsemi težavami, sem se pač mislila, da je moj. In iz hvaležnosti dobim zdaj tole. Špela. Špela, je to res? Ja. Saj si ti noseča? Ja. Ja, Madonna, ampak s kom? No, povej, če si toliko pametna, ali bom pa jaz. Z džankijem, z navadnim džankijem je noseča. Saj zato sem jo pa hotela obvarovati. Okej, sam kdor drug moj jamo koplje, pa sam vanjo pade. Moj bog. Halo. Ja, Korenja, a ti si Anja? Kaj k tebi ne pridem? Zdajle, ne morem, problemi. Ja, jaz moram tudi razčistiti, no, zdajle, pa... No, dobro, pridem za 5 minut, prav pridem. Zdaj grem, Hani, pol, pa... Ja, kje pa sta? Madonna, joj, Norhaus, pa mene... Mene v kap! No, kva zdaj? Kva zdaj ti rada? Povej. Najprej se reče dober dan, potrka se in potem se lepo vpraša, kaj želiš. No, če me že sprašuješ, ti lahko povem, da me zanima nekaj zelo specialnega. Po celi hiši, po celi bajti se namreč govori o nekih nosečih ženskah, med drugim tudi o neki Tini, pa me zanima pravzaprav, s katero si ti noseč. Ti veš kaj? Kaj pa to tebe briga? Pa saj to ni tvoja stvar, ej. Veš kaj, 10 let me tako rekoč
nateguješ, če se smem izraziti. 10 let te že čakam, ne izpolniš svojih obljub. Tvojega otroka sem rodila, zdaj te imam pa počas že malo zadost. Veš kaj? Pomir se. Ne, jaz sem čist mirna. Vse bo se v redu, ne, nisi mirna. Jaz sem čist mirna. A to ne, sem ugledal, švidla. Ne, jaz sem čist mirna. Ti nič ne skrbi za me, a veš? Daj govor. Vse bo v redu, res. Res, vse bo v redu. Kolikrat si pa to že rekel? Ti si kar napokvarjena plošča. Veš kaj, zdaj ti bom nekaj povedala. 10 let je bilo zadost časa, naredil nisi nič, zdaj ti imam pa jaz čist enostavno zadost. Lahko ti samo obvestim, da imam še zmeri tiste papirje, ki te lahko spravijo v zapor. Zdaj te pa lepo prosim, če zgineš ven skozi ta vrata, da te nikoli več ne vidim. Zgin, lažniv! Ja, se mešam. Ja, se me meša, a tako? Bože, videl, dober premisel. Dober premisli, kaj boš naredil, ti je jasno? Prevarant. Zdaj te imam pa čisto enostavno. Zadost. Hej. Kaj? Ja, kva ima zdaj s temi dokumenti? Mislim, pol, ko je padel vodo načrt s tabo pa Korenom. Ne vem. Ja, nekaj morava okreniti. Ja kaj, nimava kaj. V taki situaciji, ko so oni, jaz ne bom nič silil. Sploh pa še Špela noseča, ne, ni šans. Veš kaj? Situaciji. Meni se zdi, da ti bolj paziš, kakšne so situacije pri Korenovih, kot pa pri nas doma, ha? In to samo zato, da bi zaščitil svojo Špelco. Ja, Janez, mene kar skrbi, da boš nekega dne tele dokumente prijel pa jih zažgal. Ej, Maja, da ne bi ti slučajno, karkoli začela sama ukrepati. Lepo te prosim. Seveda, da bom. Sama, ja, ker ti nimaš nobenih jaj. Ne, niti pod razno ne boš. Najprej bom jaz poštudiral, kako bom Špelo rešil z tega dreka, pol bova pa mi... Špelo, ti sam misliš, kaj ste to Špelo? Mi pa že kar nekaj časa jemo sam kruh pa vodo. A ti kaj pomisliš na nas, Janez? Ti sam na to tvojo Špelo misliš. Jaz nisem kriva, če je noseča. A se ti zavedaš, v kakšni situaciji je? Ja. A se ti sploh približno predstavljaš? A si ona kaj predstavlja? V kakšni situaciji smo mi, pa ne en dan, ampak že par mesecev. Okej, prav. Jaz grem do nje kar pejt. In ji bom ponudil, Adijo. da bom jaz oče tega otroka. Zaradi tega, ker vem, kaj je prav, zaradi tega, ker vem, kaj si spodob. Ja. Rada me ima in jaz bom tudi njo rad in bom to naredil, zaradi tega, ker vem, da je to prav. Ti pa daj mir, sam mir daj. Ona komi čaka tvoja pomoč, Janez, pa A ne si bi slišala? Mir daj. Špelca. Špelca. Sej bo, no. Ne vem, kako bo, oče, ampak hvala. Pa daj, no, ne bo žalostna, no. Veš, zdaj, ko boš mamica, se ne smeš žalostiti. Ti, daj mi napovej, kdo pa je pravzaprav oče tega otroka? No, daj, no, oče už pa ja povedala. Med nama ne bi smel biti nobene skrivnosti. Veš, jaz sem ti zmeraj vse povedal, vse priznal, po pravici. Fajn. Glih, kar mi spet lažeš. Ma daj, no, kva govoriš, jaz pa tebi res ne lažem, no. Mava ful iskren odnos, a ne? Ja. No,
pa deva. Deva pa razčistiti. Zmeri. Tle začnem. Ampak... Ja, kadim. Joj, farkam. Kadim, travo sem probala, ekstazi, coke. Verjetno še kaj, pa se ne spomnim zdaj. Pravijo, da sem dobra v posli. Mislim, dobim kako pohvalo. Dej ne se čuditi, oči, no. In seveda sem zanosila. Mislim, se zgodi se že. Velikrat zgodil, ne? Naredila bi splav, tako v boljših familijah ali pa v drugačnih familijah. Ne vem, se punčke zlažejo, očkotom predvsem vsi mislijo, da je vse v redu, v pomožnosti, da so še nedolžne. Tako bi lahko naredila jaz isto, ne? Nihče ne bi zvedel, to so pač te male laži zlatih hčerk očkom, ne? Ja. Ampak, oči, kakve so pa male laži očkov? Mislim, začniva z mojo vrstnico. Ne vem, kdaj se začela, v glavnem zdaj se vala po mamini posli, pa ni važno, če mami šla. Ne, in potem pripela v isto hišo še svojo ljubimko izpred 10 let, oči. Čakaj, Ne ti bo, ko zdaj jaz govorim. In pol še jaz vem, da je Jan tvoj otrok. Da si se vsem nam lagal. Kam gre zdaj, oči? No, poglej me zdaj v oči, prosim. Dejva pol imeti iskren odnos, oči, a lahko se prosim obrneš? Hinavc. Adrenalin in kriza vre, smrtni strah me ful počke zaznore. Špela pa ima jajca. Ker tole sploh ni bilo od muh. Če je Koren sploh človek, ga bo tole pošten zlomil. Kdo ve? Lichtalin in vodo zavrem, jaz se samo uprem. Vodeno striho. Se bo, oči. Tako, ko so se zmenila. Prav, pa brez dodatnih vprašanj, ker bi sam živčna ratala oba. Ne vem, če bo mogel vsem tem molčati, veš. Veš, da boš. 10 let si prikrival afero pa sina. Veš, da boš zmogel. A misliš? Vem. Pa jaz se tudi zdaj ful boš počutim, veš. Pač vem, da oči ni svetnik. Ti pa tudi zame, veš. Pa ne bom povedala, ne bom ne Gorazdu, ne mami. Ne vem, ti se pa sprijazni, da grem pač delat splav, pa da ne boš zvedel, kdo je oče. A prav, pozab. Prav. 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 Veš, prav vesel sem, da sva se končno lepo pogovorila. Da se na vse zadnje zbr ti govorila. Ampak veš, vse in me nekako laži. Bolj se počutim tako bolj lahkotenga. Veš kaj? Predlagam, da spijeva kozarček na to najno veliko skrivnost in najno zmago. Dej, nekaj govor pa prines. Špela, razmišljal sem. Jaz te ljubim in hočem biti otrok, hočem biti oče temu otroku. Janez, tiho vodi. Prisežem, prosim, ne pojdi delat splava, ker je to strašen greh. Jaz bom skrbel za vaju oba, prosim. Tiho vodi, prosim te. Kaj je oči? Ne, oči! Oči! Te pomagaj mi, nož, koliko je teže! Joj, oči! Joj! Pazi! Oči, kaj ti je? Kaj? Oči! Ne poklič na pomoč, pa neki! Oči, kaj ti je? Oči!
se vidimo. Sanski tri. Jaz pa smisel svoj imam, ga ne skrivam, te ga dam zaživet. In vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se